Vlada je danes sprejela rebalans proračuna in ga pošilja v državni zbor. V rebalansu pričakujemo okoli 8 milijard 800 milijonov evrov, nekoliko manj prihodkov v proračun in okoli 9 milijard 900, nekoliko več odhodkov proračuna. Primanjkljaj bo znašal milijardo 133 milijonov evrov in bo približno 2,9% pričakovanega bruto domačega produkta. V sestavi oziroma pri konstruiranju rebalansa in proračunske politike smo upoštevali 0,6% rast bruto domačega produkta v tem letu in pa 1,1% inflacije. Se pravi, izrazito upočasnitev rasti in pa tudi omejitev inflacije povezano s sedanjo finančno krizo. V strukturi proračuna je tako, da so dohodki praktično enaki lanskim, nekoliko so večji, da smo vzdržali limit 3% primanjkljaja bruto domačem produktu. To smo dosegli z veliko pomočjo socialnih partnerjev, sindikatov zaposlenih v javnem sektorju, ki so omogočili predstavitev povečan plač na naslednje leto, tako da bo kriza mimo, in pa z zamikom vračila preveč plačanega DDV, ki smo krenili v projekt premika z 60 dni na 21 dni za podjetja, ki poslujejo na domačem trgu, in z 30 dni na 21 dni za izvoznike. 21 dni je rok, ki ga še omogoča zastarela informacijska infrastruktura na naši davčni upravi in na namerava letos sprejeli. Mogoče pa dobro, Franci, da se zakaj smo se odločili za prvi. Torej, prvi 2010, ko bo zdaj predlog vlade, na amandma zakona o spremembi zakona o davku na dohodek pravnih oseb, smo se odločili zato, ker smo na ta način pridobili 20 milijonov v prihodkih. To bomo v naslednje leta sicer izgubili, vendar na ta način ostajamo v maastrichtskih kriterijih, stabilna srednjeevropska država, članica območja evra, zaželena tako za investitorje kot za ostale gospodarske partnerje. Mi ustrajamo na tem položaju, bomo s tem seznali tudi delegacijo plenarnega sklada, ki prihaja naslednji teden in s tem seznali komisijo Evropske unije, da spadamo med stabilnejše države območja evra in da se trudimo v tem kontekstu izdržati. Če bo kriza trajala, ne bomo šli sicer primanjkljajem više, vendar bo to razumljivo glede na samo naravo krize, znak, da so, da se bo kriza verjetno za vseh teh fiskalnih stimulansih vključnosti s to našo milijardo vendar je začela obračati tudi na strani popraševanja. Če zdaj pogledamo samo tole milijardo, kam smo namenili, sredstva 451 milijonov je bilo v bistvu razporejenih že z zakoni in različnimi akti parlamenta prejšnjega sklica, delamo v predvolilnem obdobju. Tu so se povečali veliko socialni transferi, plače državnih uslužbencev, subvencioniranje dijaške prihrane in podobno. To je 408 milijonov. Medtem ko 614 milijonov so neposredni ukrepi vlade za preprečevanje in odpravljanje posledic krize in to bi jaz naštel glavne. 95 milijonov več dobi Ministrstvo za gospodarstvo za svoje akcije pri prestrukturiranju podjetij, pri spodbujanju nastajanja novih podjetij in rasti malih podjetij za srednjega velika. Potem 287 milijonov dobi Ministrstvo za delo, socialne zadeve je razdeljeno 54 milijonov za prejemke in pravice brezposelnosti, to so dodatni prejemki, tisti, ki so ogroženi, 4 milijone za dodatno stimulacijo zaposljivosti težko zaposljivih oseb, 230 milijonov za aktivno politiko zaposlovanja, kar je pomembno, ker mi smo tudi predvsem s ustreznim učenjem, usposabljanjem za prezaposlitev, vzdrževanjem in delovne pozicije možno izkoristiti in povečati človeški kapital, zato ni, da bomo v krizi prišli močnejši kot smo vanje vstope. Potem Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dobi 58 milijonov dodatnega denarja, pretežno namenjenega spodbujanju uvajanja novih tehnologij in novih izdelkov v večjih podjetjih, zgradilo z načinom vodenja razvojne politike v evropskih državah, kjer je to glavni način spodbujanja
razvoja, gospodarstva razvoja. Ministrstvo za finance po 160 milijonih dokapitaliziralo Slovensko razvojno in izvozno banko, da bo ta povečala svoje kreditne aktivnosti na področju uvajanja novih tehnologij, novih izdelkov, novih podjetij. In ministrstvo za šolstvo je dobilo še dodatno 10 milijonov za izboljšanje delovanja na področju treniranja človeškega kapitala. Skupno pride 614 milijonov, ki gre sicer v deficit, vendar je to dodatna spodbuda gospodarske rasti in pri izhodu iz krize bo večino teh izdatkov se izrazito zmanjšalo, z izjemo tega ministrstva za visoko šolstvo, kjer se bo ta izdatek postopoma še povečeval, da bomo sledili 3% delež izdatkov za raziskave in razvoj za bruto domačem produktu, kar bi nas bo s časom začelo vrstati med države s podobno strukturo razvoja gospodarjenja, kot imajo skandinavske in najrazvite skandinavske države.